Ta zadeva gre za zbirko razmeroma kratkih, ne pa zelo kratkih esejev Georgea Orwella iz let 41 pretežno. In zadeva je izdana na nek način v malo nostalgično staromodni verziji, ne, skratka v nekem, gre za pamflet, ne, kot se tudi reče tej novoustanovljeni zbirki, če prav razumem, ne, oziroma pač liniji izdaj, stane 2 evra, se pravi, gre za res simbolično ceno, ne, in se mi zdi, no, kot bralec bom rekel takole, zelo se mi zdi fino, da dobimo v teh časih ne samo tematsko razpravo o fašizmu in demokraciji, ki v bistvu zveni na nek način zelo podobno temu, kar je možno danes reči, hkrati pa nas v bistvu opozarja, da s tem, da zveni podobno, da mogoče je prav naša naloga, da razmišljamo, ker smo vendarle 80 let kasneje, da probamo si zmisliti še kaj drugega, kako bi rekel, razpravljati na način, ki ga Orwell zaradi objektivnih okoliščin ni mogel biti sposoben, ker še ni toliko preprosto stvari poznal, ne, ker je pač 80 let prekratek bil v tem, ne. V glavnem, mislim, da je fino, da imamo v tem času neko izdajo, ki v bistvu po mojem nadomešča to in mogoče obstaja, kako bi rekel, en model tega, kako bi knjige tega tipa lahko izhajale v neki zares preprosti obliki, ki nadomesti tako rekoč to, kar beremo na telefonu, kar beremo na mediumu. Zadeve so glih tega formata, ampak ko imamo to v roki, se uležemo zvečer, namesto da si ne svetimo s to modro svetlobo, ki je škodljiva, ne, nas bo v bistvu zaskrbela sama tema, ne, knjige, ne pa, kako bi rekel, neposreden nevrološki odziv, ne, na tisto modro svetlobo. Torej, Orwell tukaj postavil, se poznate ga vsi, on se, ko gre za fašizem in demokracijo, postavlja seveda na stran demokracije, ne, ampak na nek način išče, tako kot njegov soimenjak Blair, ne, neko tretjo pot, ne, ki je pa pač neke druge sorte tretja pot, to, čemur bi on rekel demokratični socializem, ki pa spet ima seveda svoje notranje probleme, svoje notranje protislovja, svoje notranje iluzije zaradi mene, ampak mislim, da tisto, kar je bistveno, je to, če bi v enem stavku rekel, kaj je pomembnost te njegove perspektive, je to ta izpostavitev dejstva, da argument proti demokraciji, ki reče, sej tako kot fašizem omejuje neke stvari na malo bolj oster način, tudi demokracija omejuje določene stvari, tudi demokracija izkorišča določene, kako bi rekel, določene populacije, določene segmente ljudstva in tako naprej. In vse te zadeve so legitimne in na nek način tudi držijo. Ampak to, kar Orwell izpostavil, je neko moč tega, kar sama, kako bi rekel, sama ideja demokracije, sama ideja neke svobode tega tipa, vseb nos v smislu kot nekega potenciala, da se na določene skušnjave tudi obranimo. Skratka, da beseda v nekem zelo radikalnem smislu, čeprav Orwell ni marksist, ampak bo vseeno rekel, ne, beseda v nekem zelo radikalnem smislu ni konj, ne. Tako tudi ideja svobode, ideja demokracije ni konj, ampak ima neko zelo, kako bi rekel, zelo dolgo, kako bi rekel, zelo dolg domet, dolg način obrambe. In rekel bi še to, kar ta knjiga da kot bralcu, ta knjižica da kot bralcu, je to, da to opozorilo, ne, treba je paziti, po mojem, ko prav zaradi te nevarnosti, ki jo fašizem ima kot neka prihodna grožnja, nekaj, česar mi v tem trenutku ne moremo zares zafiksirati, označiti, kaj točno je tisto znamenje fašizma, kaj točno je znamenje te prihodne grožnje. Prav to opozorilo, da gre za neko grožnjo iz prihodnosti, nas še toliko bolj, po mojem, sooča z nalogo, da smo pri tej diagnozi prihodnosti toliko bolj previdni. Skratka, da ne zbezlamo na vsak, kako bi rekel, da panično ne reagiramo na vsako znamenje, ki nam zgleda znamenje fašizma, kakršna so znamenja fašizma bila v preteklosti. Torej, znamenja fašizma
nekega novega fašizma so lahko tudi drugačna, kot so bila znamenja starega fašizma, starega zgodovinskega fašizma. In moramo paziti, da ne zamenjujemo teh zadev. Ostane pa to, fašizem je neka prihodna grožnja in nas na ta način apelira, ko bi rekel, situacija sama, da vklopimo nek način diagnoze nečesa, kar šele prihaja. Kar pa spet rečem, je pa nekaj, česar ni možno vzeti zdravo za gotovo, ker zadeve ostajajo odprte. Tako da toliko bi jaz rekel, samo še povem dolžno zadevo. Tele eseje so prevedli Deja Cvrnović, Breda Lutar, Irena Naglič in Tadej Turnšek, urednika pa, kot že rečeno, Oto Lutar in Tomaž Mastnak. Oto Lutar tudi avtor kratke spremljive besede.